to je predstavitev projekta Inkunabula Slovenika, s katerim vas bosta seznanili Mojca Šavnik in Andreja Kozjek iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Mojca dela v oddelku za digitalne vsebine, Andreja pa je vodja oddelka za zaščito in restavriranje. Mojca, predajam ti besedo. Lep pozdrav vsem. Se slišimo? Se slišimo in tudi vidimo tvojo prezentacijo. Super. Kot rečeno, delam v NUK-u že leta, se ukvarjam z digitalizacijo. Trenutno je prioriteten projekt digitalizacije Inkunabul. Naš cilj je, da do leta 2025 podigitaliziramo vse Inkunabule, ki so hranjene v dediščinskih inštitucijah v naši državi. Ocena je, da je v Sloveniji trenutno identificiranih 850 Inkunabul, od tega jih hranimo v NUK-u 510. Projekt financira izrednega programa NUK s svojimi sredstvi in pa UNESCO odbor za spomin sveta. Z UNESCO smo sodelovali lani in sodelujemo letos ter upamo, da bomo sodelovali tudi vnaprej. Kot rečeno, je namen našega projekta, da se digitalizirajo vse Inkunabule, ki so v hrambi v dediščinskih inštitucijah v Sloveniji. To se pravi ne samo v knjižnicah, ampak tudi recimo v samostanih, župniščih, arhivih, muzejih. Cilj tega projekta je med drugim, eno je, da je dostopno gradivo v digitalni obliki, drugo je pa, da se z dostopnostjo širši javnosti oziroma najširši javnosti tudi vzpodbudi in ozavesti vedenje o pomembnosti naše države v razvoju svetovnih kultur in pa svetovnega napredka ter o naši bogati kulturni dediščini. Objavljena digitalna zbirka je cilj, poleg splošnega cilja, da se naredi gradivo tudi dostopno širši javnosti, ne da je samo skrito v varnih pogojih, skrito pod narekovaji, ampak da je pospravljeno v varnih pogojih dediščinskih inštitucij, tako kot je do sedaj bilo. Partnerji na začetku projekta digitalizacije Inkunabul so bili v lanskem letu Frančiškanski samostan v Novem mestu, kjer smo digitalizirali skladno z razpoložljivimi sredstvi 18 Inkunabul. Knjižnica Ivana Potrča na Ptuju je digitalizirala svojih 5 Inkunabul. Mi smo digitalizirali v lanskem letu 206 in pa Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 2 Inkunabuli. Vse to gradivo je tudi že objavljeno na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije. V letošnjem letu nadaljujemo in končujemo z digitalizacijo Inkunabul v Frančiškanskem samostanu v Novem mestu. Iz Novega mesta se letos pridružuje digitalizaciji Inkunabul knjižnica Mirana Jarca iz Novega mesta s svojimi 5 Inkunabulami. Mi nadaljujemo z digitalizacijo naših Inkunabul. Sodeluje oziroma nadaljuje z sodelovanjem tudi Koprska knjižnica z svojimi 5 Inkunabulami, ki so še preostale od lani, in pa pridružuje se v letošnjem letu predvidoma tudi Univerzitetna knjižnica iz Maribora s svojimi Inkunabulami. Vse te Inkunabule
so dostopne na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije. In v upanju, da nam bo v predvidenem času uspelo narediti želen in doseči zastavljen cilj, bi bilo to z moje strani vse, kolikor so kakšna vprašanja, pa lepo prosim. Trenutno ni vprašanj. Zato bi predlagala, da kar nadaljujemo naprej. Se vidimo? Se vidimo in slišimo in vidimo tudi Vidimo tudi tvojo prezentacijo. prezentacijo. Tako Krasno. je. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Namen moje predstavitve je predstaviti vlogo konzervatorja, restavratorja v projektu digitalizacije ter priporočila in obrazce, ki so bili v ta namen sprejeti. Tako. S sodelovanjem v procesu, s pravilnim izborom gradiva, njeno pripravo, popisom materialnega stanja, vrste poškodb in urejeno dokumentacijo, želimo konzervatorji, restavratorji zmanjšati tveganje za nastanek novih poškodb na gradivu med transportom, shranjevanjem in med samim procesom digitalizacije. Pripravili smo določene zahteve in priporočila, ki so bila sestavljena na podlagi strokovne literature in dobrih praks knjižnic po svetu, IFLE, Library of Congress, British Library in National Archives. Predstavila bom samo nekaj zahtev, in sicer o predaji gradiva predvsem zunanjemu izvajalcu, je pred začetkom digitalizacije obvezna prisotnost konzervatorja, restavratorja, pomembno strokovanje z obema rokama, uporaba naslonil, upoštevanje kota odpiranja, klimatskih pogojev, shranjevanja gradiva v zaščitni škatli, nekem prostoru in tako naprej. Naslednji dokument, ki smo ga uvedli v proces digitalizacije, je zapisnik o stanju inkunabul, ki je natisnjen in priložen vsaki inkunabuli in jo spremlja ves čas, vse dokler se knjiga ne vrne nazaj na mesto hranjenja. V času trajanja prvega sklopa projekta se je izkazalo, da so bila določene rubrike nepomembne, določene stvari se je ugotovilo, da so pomembne in smo jih potem v zapisnik dodali, oziroma zapisnik se je spreminjal. Pred digitalizacijo se zapisnik pregleda, tako da izvajalec digitalizacije ve, kako je treba s knjigo ravnati in čemu je treba posvetiti posebno pozornost, maksimalni kot odpiranja, oslabljeni deli vezave ali knjižnega bloka. Z rdečo barvo je poudarjena opomba, na kaj mora biti izvajalec še posebej pozoren. Treba je pogledati tudi, kakšno je stanje platnic, iz česa so izdelane, kakšen je prelečni material, kako se s knjižnim blokom, kako je platnica povezana s knjižnim blokom, je platnica okrašena, na kakšen način so prisotne občutljive tehnike okraševanja, so dodani kovinski deli, v kakšnem stanju so uporabljeni materiali, preveriti je bilo potrebno, če so prisotni sledovi obrabe, madeži, kakšno je stanje hrbta in podobno. Nato sledi ocena stanja knjige, notranjosti. Knjigo previdno odpremo, jo opazujemo, kako se ob tem posamezni strukturni elementi premikajo, se strani radi odprejo, se lomijo, kakšen je spoj, povezave med platnico in knjižnim blokom, določimo nosilni material zapisa, kakšne so poškodbe na nosilcu, pri odpiranju knjige tudi z zaznavanjem različnih zvokov ob odpiranju, ne samo s pomočjo vizualnih dejavnikov, ugotovimo, kakšen je njen maksimalni kot odpiranja in kje je meja tega odpiranja, preko katere ne smemo
da se knjižni hrbet med odpiranjem ne prelomi oziroma ne nastajajo poškodbe na knjižne vezavi. Po vzoru nemške knjižnice Herzog August bibliotek, kjer oni v zapisniku za digitalizacijo določajo največji kot odpiranja, smo se v izogib poškodbam vezave tudi mi odločili določiti ta kot, največji dopustni kot odpiranja, ki je bil z zapisnikom posredovan izvajalcem digitalizacije. Zdaj tukaj vidimo nekaj primerov inkunabul, predvsem ta določitev kota odpiranja in zakaj je pomemben. Lahko se zlomi in vidimo sile, ki delujejo na zgornji sliki na knjigi, ki se pri odpiranju delujejo na hrbet, in pa potem recimo poškodba tega hrbta, ki je nepopravljiva na knjigi. Potem razne poškodbe na nosilcu papirja, recimo papir, manjkajoča platnica, potem debelina knjige tudi lahko vpliva na sam izbor digitalizacije. Prav tako smo posebnosti, ki smo jih pri pregledu dobili pri popisu, posebnosti recimo kot so dodatki med polami, razne rožice, suhe, potem izpadajoče pole, krhkost materiala, se pravi nosilca, prelepe usnja. Vse to so bili del zapisnika. Še na hitro o izboru zunanjega izvajalca za digitalizacijo. Zahteve in pogoji so bili zelo strogi, predvsem glede primernosti opreme, skener, svetlobna toplota, možnost podpore, delovni prostori za digitaliziranje, prostor za shranjevanje pred in po digitalizaciji, tako imenovana varna soba. Vemo, da inkunabule so zelo dragocene, več 100.000 evrov lahko doseže neka knjiga, zato je bil pogoj, da imajo neko poseben prostor za shranjevanje. Potem ali lahko zagotovijo, da je čim manjše tveganje za nastanek novih poškodb na gradivu in pa usposobljenost osebja, ki skenira oziroma rokovanje in vse ostale stvari, ki pridejo zraven. Sama sem si ogledala te prostore, naprave in pa prisostvovala pri digitalizaciji. Tukaj vidimo nekaj primerov slik z digitalizacijo pri zunanjem izvajalcu. Na spodnji sliki se dobro vidi, kako smo podpirali hrbet, da knjiga ni počla in pa jo podložili, da smo dobili pravi kot za digitaliziranje. Pri nekaterih knjigah smo si pomagali tudi z akrilno paličico, da smo lažje zajeli sliko. Med izvajanjem projekta se je pokazala zelo pomembnost sodelovanja in komuniciranja s sodelavci v NUK-u, med dediščinskimi ustanovami in zunanjim izvajalcem digitalizacije. Lahko rečem, da smo dosegli med procesom to, da niso nastajale nove poškodbe na gradivu in pa izgube materialnih in zgodovinskih vrednosti knjižnih vezav in struktur. Tako na hitrico. Hvala lepa. Najlepša hvala, Andreja. Vmes smo dobili eno vprašanje, zakaj gradiva raje nismo digitalizirali v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice, zakaj smo se odločili za digitalizacijo zunaj hiše? Mojca, boš ti? Jaz odgovorim. Gradivo redno digitaliziramo znotraj knjižnice, tako da poteka sinhrono digitalizacija zunaj in znotraj knjižnice. Za digitalizacijo pri zunanjem izvajalcu smo lani izbrali gradivo, za katero mi nimamo dovolj velikega skenerja, in to kolegica Jasna dobro ve. Vsa nadaljnja pojasnila v zvezi z njenim vprašanjem bi jo poprosila, da naslovi na vodjo projekta in pa na vodjo oddelka za digitalno knjižnico. Hvala lepa. Hvala, Mojca. Imamo še kakšno vprašanje? Bi še kdo kaj vprašal glede samega postopka? V redu.